Spoštovani gostitelj, visoki gostje, dame in gospodje. Ob današnjem vašem in na nek način našem skupnem prazniku bi rad spregovoril o dveh zadevah. Na prvi pogled je komaj mogoče povezati med seboj, ampak samo na prvi pogled. Gre za dve temeljni spoznanji, ki jih je na čeri naših šibkih demokratičnih institucij naplavila huda globalna kriza. Prvo spoznanje je, da je kriza, ki jo je povzročila podivjana panoga finančne industrije, samo njen povod, ne pa razlog. Njen značaj je tako vseobsežen, da za njeno rešitev še zdaleč ne zadostujejo samo ekonomska ukrepanja. Danes je jasno, da je v enaki meri pomembno tudi delovanje med drugim pravne države. Konec leta 2008 in zlasti leta 2009 se je sprva zdelo, da gre sicer za močno, a kratko, običajno, ciklično krizo svetovne tržne ekonomije. Danes se izkazuje, da gre za porušena ravnovesja med tistim, kar naj bi bilo dobro, in onim, kar je slabo. Med tistim, kar naj bi bilo prav, in tistim, kar je narobe. Med tistim, kar naj bi bilo pravo, in tistim, kar je protipravno. In sploh ne nazadnje, za porušeno ravnovesje med pravico in krivico. Izjemno se je poglobil občutek ljudi za nepravičnost. Začetek krize mnogi povezujejo s posledicami hudih zlorab nosilcev politične in gospodarske moči. Menim, da bo tako tudi večina ljudi konec krize pripoznala takrat, ko bodo ustvarjene posledice pravičnega obravnavanja teh očitanih zlorab in delujoč sistem pravne države in spoštovanja zakonov, pred katerimi smo vsi enaki. Zato z današnjega vidika ne preseneča več, da so se takrat leta 2008 in 2009 sprva vse države, ki jih je doletela kriza, skoraj po pravilu lotila ukrepanja na napačnih koncih, predvsem pa s premalo razumevanja za razsežnost sprememb, ki so potrebne za njeno rešitev, seveda tudi v Sloveniji. Vsi smo takrat bolj ali manj razmišljali o kratkoročnih fiskalnih stimulacijah za ponovni zagon gospodarstva. To je bilo dovolj le v primeru držav, v katerih so delovale vse druge institucije. To je bilo premalo v primeru držav, v katerih vse druge institucije niso delovale, tudi v Sloveniji. Šele ko se je po nekaj letih krize tudi v naši državi prepoznalo dimenzije strateških tranzicijskih napak, se je počasi, a vendarle začelo s prepotrebnimi ukrepanji tudi v ustanovah politične in pravne države, ne samo v fiskalni in ekonomski politiki države. Spoštovane gospe in gospodje, moje prvo spoznanje torej je, da za rešitev krize uspešno delovanje pravne države sicer ni dovolj, da pa je vse drugo ukrepanje brez delovanja pravne države premalo. Drugo spoznanje je, da je strah slaba popotnica uvajanja nujnih sprememb. Začetek mojega mandata predsednika vlade je usoda časovno pokrila začetkom krize. Zato govorim iz osebnih izkušenj. Ker se takrat, vsaj po mojem, večina javnosti globine problemu ni zavedala, sem vse nas poskušal strezniti z orisom strašnih posledic, če ne bomo ukrepali. To se je izkazalo za slab in neprimeren pristop. Če se sicer pokazal, da bi bile mnoge od takrat predlaganih sprememb koristne, vendar bi jih bilo takrat in danes potrebno predstaviti s spodbujanjem in ne strašenjem. No, ocenjujem, da je danes glede tega vendarle prišlo do nekega temeljnega družbenega premika
kjer se začenja znova zaupati dobrim zgodbam in dobrim praksam. Uspehi na različnih področjih znova postajajo legitimni in ne predmet dvomov in sumov. To nam omogoča, da modernizacijo Slovenije zdaj veliko lažje naslonimo na spodbujanje, opogumljanje in navdihovanje ljudi s tistimi dobrimi in uspešnimi zgodbami in praksami, ki delujejo kot zgled. Zato sem vesel, da sem danes prisoten na tej slovesnosti, kjer bodo zasluženo prejeli priznanja prav tisti, ki so si jih zaslužili s trdim in vestnim delom. Tudi v delovanju ustanov pravne države, zlasti pravosodja, se vendarle premikajo stvari na bolje in da naši nagrajenci so v marsičem za to osebno zaslužni. V tem smislu predstavljajo zgled, da je mogoče doseči nekaj, kar se je morda še pred časom zdelo neverjetno. So navdih za delovanje in nadaljnje uspehe pravosodnega sistema. Za zaupanjem v pravosodni sistem, za zaupanjem v institucije pravne države se bo povrnilo med naše ljudi tudi zaupanje v našo državo in v njeno prihodnost nasploh. Zato sprejmite, prosim, moje iskrene čestitke ob dnevu pravosodja, nagrajenci pa izraze mojega iskrenega občudovanja. Hvala lepa.